Če si preveč obseden s tem, da ne bi bil rasist, te to verjetno naredi rasista. Ker če res ne bi videla rasizma, če ti barve ne bi pomenile nič, ti ne bi bilo treba ves čas dokazovati, kako zelo ne vidiš barv. In vse, kar se trenutno dogaja s tem rasizmom, ustvarja še več rasizma, ker naša obsedenost s tem, katera življenja štejejo, pomeni, da nehamo skrbeti za druga življenja, zaradi teh življenj. In vse skupaj je postalo malo zmešnjave, še posebej po vsem, kar se dogaja v Združenem kraljestvu s Henryjem Novakom. Ampak seveda, hvala Bogu, da imamo Konstantina Kisina iz trigonometrije, ki nam pomaga razumeti ta primer. In če še ne spremljate njegove vsebine, kaj čakate? Ko že govorimo o spremljanju vsebin, dobrodošli v Pushback. Sem Mera K., vaša gostiteljica. Pregledali bomo to res epsko stvaritev, ki si jo je ogledalo že 30 milijonov ljudi videti, pa bi jo morali 100 milijonov, ker razloži vse, kar se dogaja s to noro zadevo. Rasizem, 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 kjer vsi trdimo, da nismo rasisti. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Zato se naročite, pritisnite na gumb za navdušenje, delite s prijateljem, ker se upiramo in imamo dovolj. Hkrati pa poskušamo razumeti, česa imamo pravzaprav dovolj. Henry Novak, kako ti je antirasizem prinesel rasizem? Pom pada pom. Spomnite se natanko 6 let nazaj. Poletje je 2020 in Britanija doživlja tisto, kar njeni komentatorji zadržano opisujejo kot obračunavanje. Umor Georgea Floyda strani policista iz Minneapolisa je na ulice pognal 100 tisoče Britancev. Kipi so bili podrti, korporacije so izdajale ponižna sporočila. Britanski policisti v britanskih mestih, ki so nadzorovali britansko prebivalstvo, so pokleknili pred protestniki. Sporočilo, ki so ga nenehno ponavljali politiki, novinarji in institucije vseh vrst, je bilo nedvoumno. Rasizem ubija in naredili bomo vse, kar je potrebno, da se to nikoli več ne ponovi. Oprostite, pravkar smo bili žrtve rasističnega napada strani nekaterih. Mimogrede, ja, rasizem je slab. Skrbeti za nekoga samo zaradi njegove barve kože ali kraja, odkoder prihaja, ni dobra stvar. Vsi bi morali sprejeti, da smo različni ljudje in koga sploh briga. Ampak ta obsedenost z Black Lives Matter, črno, 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 nas vse skupaj prisil, da povsod vidimo samo črno, 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 ali pa katerokoli drugo življenje šteje. Takšno gibanje ima veliko težav. Zdaj bo tukaj prikazal posnetek morilca Henryja Novaka. Bel človek, kaj je rekel? Je res. Policija potrebuje prijavo. In institucije vseh vrst so bile nedvoumne. Rasizem ubija in storili bomo vse, da se to nikoli več ne ponovi. Oprostite, pravkar na rasistično napadel neki bel moški. Kaj je rekel? Je bil rasistično žaljiv. Policija potrebuje prijavo, da lahko ukrepa. Ja, je bil. Želite govoriti z mojim bratom? Na to me je udaril. Potisnil me je nazaj na moj turban. 6 let kasneje je bil 18-letni študent po imenu Henry Novak 5krat zaboden na ulici v Southamptonu. Medtem ko je krvavel, je policistom, ki so prispeli na kraj dogodka, natančno povedal, kaj se je zgodilo. Zabodel ga je Vikram Digva, ki je stal v bližini. Digva je policistom povedal nekaj drugega, in sicer, da je bil sam žrtev rasističnega napada. Policisti so verjeli Digvi in so Novaka uklenili. Ko je izgubljal zavest, so ga na posnetku telesne kamere slišali ponavljati besede "ne morem dihati". Iste 4 besede, ki so 6 let prej postale prepoznavni slogan političnega gibanja. Bile so napisane na muralih, vzklikane na protestih, natisnjene na majicah. Izgovorjene so bile v ameriškem kongresu in citirane v parlamentarnih razpravah v Westminsteru. Stvar pri izjavi "ne morem dihati" je, da to ni politična izjava in nikoli ne bi smela biti politična izjava. Pravzaprav je to izjava, ki pomeni, da nekdo umira. Ne morem dihati, ko ti dajo lisice in ko trdiš, da si bil zaboden. Lahko pomeni, da res ne moreš dihati. Ampak postalo je nekaj, česar ljudje skoraj da ne razumejo več, kako pomembno je. Ko so britanski policisti pokleknili na ulicah Londona, so pokleknili prav zaradi teh besed. Zadnje besede Henryja Novaka, ujeti na posnetku telesne kamere, ki ga je policija v Hampshire objavila v zgodnjih torkovih urah, sredi noči, ko bi jih videlo najmanj ljudi, so bile enake. Ne morem dihati. Izrekel jih je policistom, medtem ko je bil uklenjen na pločniku in je krvavel iz 5 ubodnih ran, ki so se odločili, da je moški, ki mu je zadal te rane, prava žrtev. Henryjevih besed ne boste videli izpisanih na muralu. Noben politik jih ne bo citiral v parlamentu. Nobeno podjetje ne bo spremenilo svojega logotipa. Ista oblast, ki je naredila 4 besede nesmrtne, ko jih je izrekel temnopolti moški v Minneapolisu, je iste 4 besede, izrečene iz ust belega fanta, ki je umiral na ulici v Southamptonu, sprejela z nečim, kar lahko opišemo le kot odločen institucionalni molk. Ta molk ni nevtralen. To je izjava. Pove vam natančno, za čigavo trpljenje se je sistem odločil, da šteje, in za čigavo ne. In niso ga povzročili stari rasisti, ne, skinheadi in huligani, ampak ljudje, ki so vam 6 let govorili, da so ga odpravili.
Digwa je bil prejšnji teden obsojen za umor in obsojen na dosmrtni zapor. Policija v Hampshireju se je javno opravičila. Njihov IOPC je začel preiskavo. In država, ki je skoraj desetletje poslušala predavanja o edinstvenem in neodpustljivem zlu rasizma, je ostala, da razmisli, kaj je njen antirasizem pravzaprav povzročil. In to je neprijetno razmišljanje, s katerim se morajo ljudje soočiti. Ker odgovor ne bo preprosto ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Skrbijo nas vsa življenja. Ne, očitno je bilo v gibanju Black Lives Matter in v tem gibanju nekaj, kar je jasno potisnilo do tega, da so življenja drugih ljudi manj pomembna. Ko ste poskušali to popraviti, ste šli skoraj v skrajnost in še nismo pristali na sredini. Povejte mi, da še vedno ne jemljete kalcijevih dodatkov, kaj ne? Ker veste, da vam verjetno ne pomaga. Še posebej, če nimate dovolj kolagena v telesu. Kolagen, slišim, da pravite. Da. Tudi jaz sem bila presenečena, ker sem bila tudi sama v vaši situaciji in nisem vedela, da po 30. letu naše telo začne proizvajati vedno manj kolagena, 1 do 2% na leto. In že leta sem imela težave s sklepi. Preizkusila sem vse dodatke. Potem pa sem odkrila Native Path kolagen iz pašne reje in vse se je spremenilo, ker je to prava skrivnost za čvrsto kožo, močne kosti in gibljive sklepe. In ni nič za nič, ker se popolnoma raztopi v vodi ali kavi. In tisoče uporabnikov je poročalo o enakih izkušnjah kot jaz. Boljša koža, boljši spanec, manj bolečin. Zato izboljšajte svoje življenje in podprite oddajo, saj sem upala, da bo Native Path postal naš sponzor s posebno ponudbo paketa in brezplačno dostavo. Zato pojdite na getnativepath.com /Meira. To je getnativepath.com /Meira. Poskusite brez tveganja za 365-dnevno garancijo za vračilo denarja. Odgovor, če ste ga pripravljeni pošteno pogledati, je ta. Nova oblika rasizma, birokratski rasizem, dejansko institucionaliziran rasizem. Rasizem, ki je tako temeljito preoblečen v jezik napredka in vključevanja, da ljudje, ki ga uveljavljajo, resnično verjamejo, da so na pravi strani zgodovine. To je tako pomembna izjava, da ste jo morda spregledali, ker je tako zgovoren govorec. Ta dejanski institucionalni rasizem je bil preoblečen v jezik, ki zveni zelo napredno. In to je tisto, kar opažamo povsod. Če lahko zelo zapleteno vprašanje preoblikujete z drugačnimi besedami, da zveni drugače, ljudje temu kar naenkrat nasedejo. Trenutno je v Združenem kraljestvu institucionalni rasizem dejansko usmerjen proti belcem. Preprosto. Kako drugače bi imenovali sistem, v katerem beseda umirajočega najstnika šteje manj kot beseda njegovih morilcev, samo zaradi barve njegove kože? Da bi razumeli, kako smo prišli do tega, morate razumeti, kaj je popravni ukrep po Floydu dejansko naredil britanskim institucijam, še posebej policiji. Odziv na Floydovo smrt ni bil zgolj čustven, bil je ideološki in sistematičen. Enote po vsej državi so morale opraviti obvezno izobraževanje o raznolikosti in proti rasizmu. Načelo, ki so ga v urade vcepljali izrecno ali implicitno, je bilo, da je treba obtožbe o rasizmu jemati z največjo resnostjo. Da je bila zgodovinska napaka institucij, ki niso verjele manjšinskim žrtvam rasizma, izvirni greh in da se je bilo treba za to pokesati. Rasizem je. Da bo jasno, včasih je bil rasizem in to veliko. In to je bil greh in to je bilo problematično. In to je nekaj, za kar upam, da smo sčasoma sprejeli, da se je spremenilo. Kaj pa se zgodi, ko nekaj, kar se je zgodilo zelo dolgo nazaj, obravnavaš kot dokaz za to, kar se dogaja zdaj? Slabo. Poskušati to rešiti je dobro. Težava je v tem, kaj se zgodi, ko to uporabiš brez presoje v resničnem svetu. Policiste usposabljate tako, da obtožbo rasizma tehtajo tako močno, da ta preglasi dokaze pred njihovimi očmi. Tako dobite natanko tak rezultat, kot smo ga videli v Southamptonu. Moški, ki na pločniku krvavi do smrti, prosi za pomoč. Policisti, ki bi mu morali reševati življenje, pa mu pravijo, da ne verjamejo, da je bil zaboden. Kar je pri tem primeru še posebej presenetljivo, je način, kako skoraj popolnoma odraža krivico, ki naj bi jo to gibanje preprečevalo. George Floyd je umrl z besedami "ne morem dihati", medtem ko mu je policist klečal na vratu. Henry Novak je umrl z besedami "ne morem dihati", medtem ko so mu policisti klečali na hrbtu in ga vklenili. Britanski establishment, ki je jokal za Floydom, je glede Novaka opazno tiho. Politiki, ki so leta 2020 korakali po londonskih ulicah, niso hiteli pred kamere. Podjetja, ki so spremenila svoje logotipe in financirala pobude za raznolikost, niso izdala nobenih izjav. To ni naključje in niti ni presenečenje. To je logična posledica ideologije, ki se v resnici ne upira rasizmu.
preprosto določi nove, sprejemljive tarče. Ne upira se rasizmu, le preusmeri tarče. Kajti, ko imaš žrtev, potem lahko postaneš junakinja. Želim biti natančen, ker je natančnost pomembna. Ne pravim, da so policisti, ki so bili tisto noč na kraju dogodka, slabi ljudje ali da so namerno pustili Henryja umreti. Pravzaprav verjamem nasprotno, da so v dobri veri sledili duhu svojega usposabljanja in kulturi, ki se je okoli njih v dobri veri gradila dolga leta. Težava niso posamezniki, težava je sistem, ki jih je ustvaril. Sistem, ki jih je v bistvu naučil, da je obtožba rasizma adut, ki preglasi običajne preiskovalne postopke, običajen medicinski razum in običajno človeško presojo. Ta sistem so z najboljšimi nameni zgradili ljudje, ki so iskreno želeli odpraviti resnične krivice. In ustvaril je policijsko kulturo, v kateri lahko morilec 5-krat zabode najstnika, trdi, da je žrtev rasizma in opazuje, kako policisti vklenijo osebo, ki izkrvavlja na ulici. Ne bodo priznali, kaj so ustvarili. Rekli bodo, da je šlo za osamljen spodrsljaj posameznih policistov, ne pa za sistemski problem. Rekli bodo, da je že omenjanje tega primera oblika rasizma, poskus podkopavanja legitimnih prizadevanj proti rasizmu s poudarjanjem izjemnih primerov. Mimogrede, to že pravijo. Bodo rekli, kot vedno pravijo, da je pravi problem v tem, da nismo šli dovolj daleč. Ampak te igre je konec. Vsak, ki ima oči, da vidi, in ušesa, da sliši resnico, ve, kaj se je tukaj zgodilo. Mladenič je mrtev. Njegov morilec je izkoristil ideologijo, da je ušel v pravici, čeprav le za kratek čas. In institucije, ki so bile reformirane v imenu proti rasizma, so zdaj odkrito rasistične do belcev. Če cenite te videoposnetke, Da, ima prav. To je resnica. In vesela sem, da lahko rečem, da mislim, da imamo večina izmed nas tukaj pri pushbacku odprte oči in ušesa, ko poslušamo, in se precej dobro zavedamo, kaj tukaj dejansko vidimo. In torej, ali bomo dovolili, da to počnejo? Ali bomo dovolili, da se to nadaljuje, da nas lahko manipulirajo v prepričanje, da preprosto niso naredili dovolj? Ali pa bomo rekla, fantje, naredili ste napako, čas je, da greste. Hvala za vašo pozornost glede tega NASA in zapomnite si, resnica vedno zmaga in Bog je velik in imeli boste čudovit dan.